Kava s červekom. Dobrodošli na še eni kavici s červekom na Radiu 1. Tole je v bistvu pustna nedelja in zato je danes z mano igralka, komedijantka, komičarka in lutkarica Lucija Čirović. Dobro jutro. Dobro jutro. Prvo vprašanje za vsakega gosta isto. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Vstanem. To je že dobro. Odvisno, kjer del leta, ampak zdaj te ponovoletne zaobljube, ki še držijo. Zdaj, vse je šele februar, bomo videli, kako bo šlo naprej, ampak je pa tako, da ene 3-krat na teden vstanem zelo zgodaj. Ravno danes sem ob nekaj čez 6 in 15 čez 6 sem že s psom na Rožnik pičim. In spijem kozarec vode, to je tudi novoletna zaobljuba, ga pozabim, to je neverjetno. In potem šele sledi kakšen zajtrk. To je najbolj pogosto. Zdaj pa s časoma bom še fitness upeljala, ko mi bo uspelo, ampak do danes mi še ni. To so mi najljubše rutine. Kavice sem slišal pa, da ne piješ. Ne. Kako pa to? Sem kaj pa vem, zdaj že kar veliko let nazaj, v 10 letih se lahko meri. Pa sem gotovila, da me zaradi kave zelo hitro želodec boli. Pa sem nekaj, kaj pa če ne? In pa sem nehala in sem se tega navadila, tako da recimo je bratova žena odbila tudi eno tako lepo mašino in je rekla, pa še eno kavico, se ga ne pijem, rekla, daj, bom ti naredila s peno in pa je bila res taka pena, taka kapučin. To res lepo naredi. In sem rekla, super, in sem pila, sem rekla, wow, ful dobro, sem prišla do kafeta. Tako, ki je bilo pene, konc se mi je ustavilo. Ja, res. Prenesem kafe v kakšnih tiramisuih, to je pa to. Nekako mi ni. Ok. No, si vseeno naš aparat DeLonghi Dynamica Plus naredi tudi čajček. Lepo. Ker se pa nalivam s čaji, to je pa treba priznati. Res? Zdaj na polno pol? Jep. Kakšne čaje pa posebej? Tukaj danes imamo nekaj, kakšnega bomo se izbrala. Zeleni, z ingverjem pa nečem. Aha. Tako, evo. In bo naredil? Jaz sem nareč črne. Črne? Tudi zelene pijem. Potem pa dam tudi jaz ingver živ noter, spravim. Tako pa še kriči, naribam, zaradi tega, da je to malo peče, pa da je malo za grlo pa te. Zanimivo. Se to je zdravilno tudi? Ja. Tako da imam rada čaje, s tem se res nalivam ful. Se moram malo dotakniti teh novoletnih zaobljub, pa to si daš vsako leto ali je to leto zdaj neka posebnost? Vsako leto nekaj razmišljam, da si bom dala, pa vsako leto pozabim. Jaz ti moment, kaj sem si zadala, tako da si pretežno zarečem. Nekako sem človek, ki sem bolj iz dneva v dan, tako da to neke plane dolgoročne. Kaj čez 5 let, nimam pojma, če bom še živa, kaj pa svem. Ne znam teh planov delati. Tako da niso mi tipične zaobljube. Si pa probam na začetku leta. Veš kako, pri meni je december divji, ful dela, potem sem pa zmatrana, pa januar je prvi, da se bebast, potem se pa počas začne. Recimo, tu leto je bilo takoj januarja bom začela pisati nov material, stand-up. Ker se prijavim na vse možne open mic, se temu reče. Da se gre sprobati malo, ker se sproba in tu občinstvo tudi ve. In na vse to bom šla. In potem pride prvi open mic, čez 2 dni, nimam še nič, pol pišem, ko bo dala. Tako da jaz pa z obljube nismo preveč prijatelji. Ne gre skaj. Se pravi tisto z vodo, s kozarcem vode v štarte? Že tu mi ne gre. Ko pride čas zajtrka, sem spepila kozarc vode na tešče, ne še ene. Evo, izvoli, čajček. Jaz sem to par let nazaj začel takole in zdaj sem se kar navadil, da zjutraj pa vstanemo 4:30 ponovadi, ko gremo v službo. Topla voda z limono. Sem se navadil. Imam prijateljico, ki je imela zdravstvene težave in ki je šla na pregled, je rekla zdravnica, pa vi kaj jeste, pijete? Ne, tešče kozarc vode z limono. Je rekla, bogi vaš želodec. Tako da to je to, znanost najprej reče, to je ful fajn, pa reče, ni fajn. Sebe treba poslušati. Točno to, Tako da, če paše šnops na vse zgodaj, zakaj ne? Moje telo to rabi. Čeprav ni, da jaz tu počnem. Rajš ne. Se pravi, tako kot sem že v štartu rekel, si lutkarica, igralka, komičarka. To se v bistvu vse kar prepleta, ne da? Ja, res je. Posebej v tej zadnji besedi, ki pa nisi izrekel, pa ne vem, za nalašne ali zato, ker ne znaš izgovoriti, ker ful jih ne zna, v ventriloquizmu se mi to povezuje. Ja, do tega še pridem. Ne, sem se zelo učil, da bom pravilno rekel ventriloquizem in da si prva ventriloquistka. Kako? Ventriloquistka. Tega pa še nisem slišala. Ventriloquistka. Kako pa je? Ventriloquistka. Ventrilo, ja, ventrilo. Vidiš? Vse sorte. Vaja je šla.
Ne, do tega bova še prišla. Ampak če ostaneva pri teh 3 stvareh, ki sem jih najprej omenil, kaj izbereš kot primarno? Kaj si rekel, lutke? Lutke, igralstvo, Komedija. komika oziroma stand-up. Komedijo moram prvo zbrati. Res? Ja, Kako čeprav to? ni videti, zaradi tega, ker jaz sem celo nekaj malega delala na radiju v Ribenci in najbolj traumatičen moment je bil, ko bi treba Smrtnico prebrati. Zdaj, kje se skozi zafrkavam, tam se pa ne smeš, kje se skozi nekaj zmotam, pa iz tega speljem joka. Tako da meni komedija. Kakorkoli obrneš, tudi resna stvar pri meni bo vedno tudi malo humorna, ne za vsako ceno, ampak vedno gre tudi v to, da malo se pohecamo. Ne znam drugače, tako da komedija mi je ta prva. Komedija. Čeprav sem začela, pa nisi s komedijo, ne? Ali pač? Pravzaprav sem. Ja? Vse vloge, jaz se spomnim, ko sem bila na Gilštu, gledališka in ljudkovna šola, to je bila ena taka ZKO, Zveza kulturnih organizacij Slovenije jo je organiziral, in smo se dobivali ob vikendih in smo trenirali in smo imeli vsega, od giba, lutk, igre, tako, ena taka prav fajn šola. In ko sem začela igrati, zelo hitro je izpadlo, da sem smešna, kar jaz še nisem vedela. In pol ven smo eno komedijo naredili in ko sem prišla prvič na oder, sem nekaj rekla in se čisto zasmejala in sem bila samo kva? Aha, tako, presenetilo me je. Torej na nek način nisem vedela, da mi to leži. Od takrat naprej so bile prosto same komedije. TV Dobrodan je bil komedija. Ja, vse je bilo, ja. Ena predstava, v kateri sem tudi Fato igrala, je bila Imirna Bosna od Drage Patečnak. Komedija. Vse predstave, ki jih s frendom, ko imamo gledališče iz desnega žepka, ki je lutkovno igrano, torej in igrava in lutke animirava, da sva vidna in da nisva vidna in da se pogovarjava z njimi. Tako vse kombinacije so. Ni pa ventriloquizma tam, ker to tudi funkcionira brez ventriloquizma. Je resne zgodbice, potem vedno je humor noter, vedno nekaj humornega tolče ven. Pa te kdaj zamikalo, da bi pol recimo kaj resnega delala, veš, poznamo, ne vem, jaz bolj široko gledam Jim Carrey, ki je znan po komičnih vlogah, pa je zmeri pol hotel mičken resne stvari delati. Pa nekaj sem imela, verjetno je bilo obdobje, ko sem si želela tudi to, ampak mi je komedija blizu. Pa ne zdaj na prvo žogo nujno, ampak tako, vseh. To go to varianta. Se zmeri gre na komedijo. Tako vedno. Ja. Ampak se pravi, si imela ta dar nastopanja že prej, že kot otrok morda? Gotovo. Če pogledam slike svoje, ki sem bila stara, kaj povem, leto pa pol, držim se enega drevesa in sem tako prav vidiš. Ali pa te slike, ki smo jih imeli vsako leto v šoli, cel razred. Moja mama je v enem momentu rekla, lahko plesi enkrat normalna zgledaš, ker te slike ne morem kam dati. Jaz sem ali nekomu kažem, ali sem skus nekaj, afnanje. Gleda mi je to bilo blizu. Tako da je že od vedno je bilo to. Da pa sem pogruntala, da bi pa jaz igrala, oziroma da bi mi gledališče dobro delo. Ali lahko smem tole odložiti na tvoj krožniček? Seveda, absolutno. Čeprav roka na srce, tle en ni spucana miza. Smo slabo spucali. Fantje so vse lepo zložili, znam spucati, pa niso. Spucali pa nismo. En krogec od kafeta, kar je pa plus, ker pomeni, da se je kafet lepilo. To pa ja. V glavnem, zelo hitro sem se afnala, pa vse pa to, ampak vedela, da mi pa to gre, pa nisem. Sem pa rabila čas, da mi je, pravzaprav mi je, v osnovni šoli sem imela na tak poriv, kaj če jaz bila igralka. Ko iz nič se je pripeljalo in sem rekla sošolki, ti kaj pa če šleš v gledališki krožek z vami. Pa je ona rekla, ti, mi smo že od prvega razreda tam. In bo tako, ok, hvala, nasvidenje, nikolič nisem prišala. Zanimivo. Pa šele po srednji šoli smo nekaj žurali, takrat smo veliko žurali in se veliko žurov ne spomnim. Kakšnega pa se, in je bil Drago Belinović, je iz Ribence in je igralec, on je z Javšnikom veliko nastopal. Zdaj živi sicer na Švedskem, ampak je tak robusten človek, ki ima naravn dar za igro, fenomenalen. In so se nekaj, žur je bil pa on, ne vem, kaj že bilo, mi je nekaj namišljeno žogo vrgel, pa sem jaz ujela, pa sem malo žonglirala, pa tako pa mi gledala, wow, te pa to gre. Wow. Celo tako, da se polivaš. Po svojem moj brat me zafrkava v kopalnem plašču, pa ni, to je plašček za ven. Evo. Veš, kako narediš, če se zasvinaš, tako le malo pokriješ in se ne vidi.
kaj da ni nič. Tako. No, glavno mi je rekel, probaj v gledališko skupino. In potem sem v Ribenci šla v gledališko skupino, takrat še, kako se zdaj piše, Vesna Horžen. Vesna Horžen je. Takrat se drugače pisala, ona je vodila to skupino in potem šla sem še naprej od tam. In sem kar nekaj ugotovila, da delam stvari, da jih delam pravno. Se pravi, ti gre tudi z lahkoto to? Pa, pride obdobje, ki ne, kot reka, študirati pa to, ampak nek naraven feeling pa ja. Neki pa je, ne. Ker veš, jaz sem prej vedno dobila če sem se kaj fnala tako, a lahko nehaš. Pa, ko sem bila v gledališču, lahko to ponoviš. Veš, kar nekaj se stvari poklopijo. No. Ampak ti si bi si pol diplomirala iz predšolske vzgoje. Ja, jaz sem delala sprejemne, 9 sprejemnih sem naredila, da sem 9. Ja, tako da ne obupajte otroci, nikoli ni prepozno. Za pedagoško? Ne, jaz sem hodila na srednjo oblikovno. Okay. In če si tam, je logično, da greš pol naprej v tej smeri. Ja. In takrat so bile smeri, če si bil na modi, si šel na te neke tekstilije, ampak pustimo to, jaz sem bila grafično oblikovanje. Če si bil tam, si šel ali na arhitekturo, ali na likovno akademijo, ali pa na likovno pedagoško, da boš učitelj pač likovnega pouka. Ja. In jaz sem šla delati vse 3 sprejemne. Prvo leto 2, kombinacija likovna akademija, likovna pedagoška, pa drugo leto likovna akademija, pa arhitektura, pa 3. leto, glavno vse 3 kombinacije sem pa vse sem padla. Sicer vedno je bilo kakšen omemba, risba super, ampak premalo točk varianta. In potem sem še začela delati v knjižnici, pa vodička sem ratala po Ribenci, pa ure pravljic za otroke sem imela, ker sem gotovila, da mi pa otroci ležijo, da nekako znam z njimi. In potem sem šla, vmes sem začela že na to gilš hoditi, igram tudi zelo rada in šla delati na AGRFT za hec in nisem naredila. In potem sem šla dolgo leto zares delati spremne. Vmes sem pa gotovila, da so otroci fajn, pa sem šla še na predšolsko vzgojo in taram, nisem nič naredila, nobenih spremnih. In potem sem bila, ne grem se več in sem napisala pismo, ker sem v resnici na pedagoško predšolsko vzgojo mogla narediti diferencialne izpite. Aha, ja. Ker ni čisto logično, da greš direkt. Preklop, vse se pa da. Ja. Pač, naučiš se pa narediš te diferencialne, ampak sem enega padla. Enega nisem naredila in sem bila, ne grem se več in poslala tisti gospe, ki se piše isto kot Jan Plestenjak. Da pa jaz bi res rada študirala. In potem je napisala nazaj, da lahko pridem septembra delati še enkrat. Tako kot drugi njeni študentje izpit, sem jaz prišla to narediti. Vem, da sem dobila 4, se mi zdi, 8 sem dobila za to. Za odgovarjanje, to imate in s tem se lahko pišete. In sem šla v Koper. In sem se vpisala na faks. Pol pa leta kasneje, sem gotovila, da bi bilo fajn, da bi jaz bila malo učiteljica, ker sem drugače učila velike otroke na dramskih pa gledaliških šolah. In ti otroci imajo. Nekdo je malo umrl. Take izjave. Kaj je bila jaz učiteljica? Moram lepo govoriti tle? Ne, lepo prosim, ne. Kakšno kletvico povem? Lahko. Lahko? Torej, je bilo fajn, da bi jaz šla nekam, da bi bila jaz učenka, pa da bi jaz zabavala enega učitelja. Ne pa oni mene, veš. Ja. Oprostite. V glavnem, se še zgodaj. Ni nič hudega. Sem ful pričakoval, kaj hojiš. In sem hotela iti, pa sem gotovila AGRFT ne morem, ker sem zdaj, že takrat so me zafrkavali, da sem prestara. Pa sem bila stara 26. So hoteli mlajše imeti. Okay. Kaj šele zdaj, ki smo že 30? Čak ti je bilo to, ja, že 40, razumeš? Ja. Zdaj bo pa rekli, da sem pa lahko sprijeta. Prvi level ne. Ja. Lahko grem pa na magistrski študij, ker predšolska vzgoja je bila 3-letna, torej mi je po Boloncu pripadalo zastonj 2 let. Okay. Kaj pa če bi šla s to AGRFT? In sem gotovila, ne moreš, če nimaš prve stopnje, ne moreš na drugo. Ne grem se več, pa sem pa srečala zdajšnjega dekana, Gubenška, in se nekaj škoda, ker se moram upisati, pa rekel se lahko, vsega kako. Rekel, ja, se niso vse smeri na drugi stopnji zahtevajo to. Kjer pa ne, oblike govora. In oblike govora se lahko piše vsak, ki ima izkušnjo z javnim govorom. Lahko je tudi javni govor, ki je pet. Torej, če si pevc, če si radijski voditelj, če si televizijski voditelj, ja, če si igralec, karkoli, lutkar, karkoli, ki se, da govoriš javno veliko, lahko tam to še izpopolniš. In potem sem šla narediti neke vrste sprejemnik, vseeno te kar ne vzamejo na lepe oči. Ja. Možno kaj tudi prebrati, kaj povedati, pa tako, in so me vzeli.
In tako, da sem pol naredila tudi AGRFT. Jaz pravim, nikoli ne obupajte. Se pravi, bi se z unga štarta, ki smo imeli toliko teh sprejemnih, imaš zdaj koliko šol narejenih, AGRFT, pedagoško? Pedagoško, oblikovno, tako da ja, in vse mi prav pride. Vse prav pride, ne da? Tako ja. Evo. Kakšni pa so sprejemci za AGRFT, kar se tega Za prvo stopnjo so, ne vem koliko so zdaj, ker se spreminjajo, vsakih nekih 10-20 let jih malo spremenijo, včasih so trajali več dni, počasih pa je bil en, za prvo stopnjo so kar posebni. Ti moraš poslati, v mojih časih je bilo tako, da si mogel poslati 3 pesmi, 3 prozne tekste, torej neke zgodbe ali nekaj, pa 2 dramske monologa. To si se mogel naučiti na pamet in njim poslati, da so oni videli, kaj se boš izvajal. In potem si to mogel izvajati, to je bil prvi krog. In če si tam dobro naredil. Oni so rekli, ne vem, jaz sem delala 2krat sprejemne. Takrat še. Zdaj na magisterskem je bilo drugače, pač se s teksti ukvarjal. Ampak takrat so pa rekli, recimo, prvo leto sem mogla povedati, povejte, prvi dramski tekst, drugi dramski tekst, hvala, nasvidenje, nekaj tako. In sem prišla ven in sem bila, what the fuck? Nič drugega. To je bilo ali zelo dobro ali pa zelo slabo. Okay. Ker en moj friend je šel, pa ga ni bilo 1 uro ven, ga so šraufali, svašta so mu dali za delati. Pa tako. In jaz pridem ven in tako, in prije rezultat, taram, pa šla drugi krog. Drugo leto so pa hoteli prvo, pa drugo, pa tretje, pa četrto, pa peto, pa dej ono pesem še enkrat, pa probaj s tem čustvom, pa tako glavno, še zmeraj drugi. Vedno sem prišla v drugi krog. Tako da je bil znak, da nekaj je na meni, ampak sem pa tudi posebna s to svojo faco in s tem svojim kapavem pojavo in tudi zdaj, seveda znam govoriti tudi pravilno slovensko, ampak jaz zanalašč govorim tako, kot jaz govorim. Po ribenšku. Po ribenšku, tako. Še bolj po ribenšku govorim, samo se pa mogoče ne zastopili. Tukaj smo zdaj 2, po ribenšku pa po notranjsku, po cerkenšku. To je to, ja, to je to. Jaz cerkenco jemljem za našo, tako da je blizu nam. Ja, se je blizu. To ni Dolenjska. Ne, ni. Ampak mene vsak vpraša, a si ti Dolenc? Ja. Nisem. Ker imamo ta nek imamo podoben melodijo. Ja, podobno melodijo. Jaz, ko sem se v Koper vozila na faks, ne, sem šla vedno, pa skozi cerkenco. Ja. Ker drugače ni šans, da pride do avtoceste. Je, ampak čez Ljubljano. Je ful daljša. In tukaj so gužve, ful prav pride. Ja. Jaz bi pri AGRFT enkrat rad sam zvedel, če je res bilo postavljeno enkrat nekomu vprašanje na teh sprejemcah. Tu sem slišal, ker je bila tudi moja želja, da bi enkrat šel tja, sem pač pa smo to opustili, da so nekomu na sprejemcih rekli, bodi mleko. Čist možno. Jaz te še nisem slišal. In da je ta človek samo vprašal, brez karkoli, je rekel, kakšno mleko. Polmasno, polnomasno. In da so oni sam rekli, hvala lepa, in je šel dol in da je bil sprejet. In ne vem kdo, in ne vem, če je to res. Čist verjamem, ja. Teh fame v teh forah je, jaz sem slišala drugo, da more uspavati stol. Fino. In pol si usedel zraven stola in sedel, ful dolgo, in so rekli, on so ga čakali, kaj je zdaj. In je sedel tam ob stolu. In pa so rekli, a bo, še malo pa bo zaspal. Potem sem slišala, da je celo za Natašo Tič Raljan, nisem prepričana. Mogoče je laž, oprosti Nataša, ampak tako sem slišala, da so ji dali baje, da ne izkoči v kozarec vode. In ona zlezla na mizo in je se pripravila tako 100% in so jo za en moment ustavili. Tako, kaj bi naredila, če ne bi stavili, ne vem, ampak to so taka vprašanja. No, tle sem pa jaz mogoče malo slaba. Ker res, če imam dober moment, jaz lahko tako odgovorim. Če imam pa slab moment, sem pa ka bebec, kaj? Nekaj se mi vstal. Tako da mene znajo pa s takim vprašanjem tako, kot to misliš? Vem, da na enih sprejemcih so me zmedli, vsi so prišli, zunaj, ko čakaš, vidiš, kakšni pridejo oni ven. In vsi so prišli v drugem delu, s knjigami v rok. In sem jaz, kaj pa imate to? Ja, dali so nam, razdelili so neznane ljudi, tako prvega, pa drugega so ste dali v par, pa so ga videli, pa imate zdaj 3 ure časa, pejte kam rečta, lahko sta tle v prostori, greste v par, karkoli, naštudiraj tale prizor in ste dali z neke, kaj pa vem, striček Vanja od Čehova, recimo, nek dialog med 2 osebama, naštudiraj ta prizor, ko pride čez 3 ure, nam to predstavlja. In zdaj ti, če imaš dobro spomin, se naučiš tekst, če ne, si moraš znati, da približno veš, glavno podebitiraš, predvsem itak so pomembna čustva pa odnosi na koncu. No in vsi so tako prihajali ven.
In potem, ko sem jaz oddelala, sem rekla, hvala, nasvidenje, lahko greste ven. Tako sem stala. In sem bila, ko idiot. In sem prišla ven brez knjige. What the fuck? Kaj pa zdaj? In potem je prišel smejoč, ne vem, kdo je bil, nekdo od komisije, in rekel, še tole vam bomo dali. Tale morate naštudirati, boste partnera dobili. Ok. Ampak so me zmedli za nadaljnjih nekaj ur. V resnici ne smeš pustiti zmest. Ja. Ti moraš sam imeti odgovor vedno. Si tu za vse, ne? To ni zdaj samo za to situacijo. Karkoli delaš, deli, kada veš, kaj delaš. Tako. Drugače pa deli. Ker sem se zelo hitro, pravzaprav se nisem dovolj hitro naučila, ampak sem imela feeling, da sem jaz pretežno nesposobna, vsi so pa strašno sposobni, zato ker vejo vse. Potem sem pa kot videla, da blefirajo. Ja. Ja, bomo uštimal. Ja, tlele, ne, tale aparat bo delal, seveda. Ja. Ne dela. Ja, pol pa bomo pa drugega vzela. Ja, se sem rekel, da nekaj ne dela. Prvi stavek je bil, da veš, da dela, drugi stavek pa, da nekaj ne dela. Tako in pol sem začela poslušati. Še vedno nisem dobra v blefiranju, še vedno imam raje, da se pove, kako so stvari. Ja. Ampak včasih pa tudi pride prav, da kaj zaglumiš. Tako kot zdaj, točno vem, kaj govorim. Večino intervjujev jaz, ki imam, pa nimam pojma, kaj se dogaja. Sploh poslušaš. Poslušati probam, ampak pamet je pa malo. Kako si pa pol direkt prišla do tega, da si bila igralka? Ker pred vsem tem lutkarstvom in vse to si bila že v predstavah tudi, ne? Ja. Torej, jaz sem šla na to gledališko in pravzaprav gremo še bolj nazaj. Jaz sem preko te gledališke skupine v Ribenci, preko Vesne, ki mi je omogočila, da sem šla v Tolmin. V Tolminu so pa bili poletna gledališka šola. Trajala en teden in ti si se, par skupin je bilo, par nekih mentorjev, to so bili profesionalni, ne vem, igralci, režiserji, gibalci in oni so pač svoj način teatra svoji skupini predstavili. Pač naredili so neko predstavo. To pač nekakšna, te, ki so šole, pač nekaj se učiš, nekaj treniraš, na koncu pa neko produkcijo imaš pa predstaviš. No in tam sem jaz bila par let zapovrstjo. In prvo leto sem bila pač v gledališču, pa smo delali predstavco, pa sem pol začela na Gilš hoditi, pa smo tam delali predstave. Potem pa ti, ki so nas učili, to je bilo pač celo leto za vikende, so videli kakšnega sposobnega pa to, pa da jim prav prije so jih vzeli predstave. So nas jemali, da smo kje kaj nastopali. No pa drugo leto mi je pa ta Vesna zrihtala spet, da sem imela celo plačano, ampak moraš nekaj narediti nazaj. Oddelati moraš tudi, da ti mi častimo, da ti občina plača. Kaj pa moram? Lutkovni krožek boš imela. In me dala na lutke. In potem sem jaz bila tam, in pa neka Stefka Miteva, ena Poljakinja, ki je živela v Parizu, ki je imela posebno vrsto lutk. Še vedno imam nekaj shranjene, ki smo jih sami naredili. In ta lutke so bile tako, da si hlačke naredil, in to je bilo telo, tu so bile roke, ploskati pač ni mogla, ne? Ta prst potem si pa oblekel in potem sem imel zraven glavo, ki je bila na palčki, brez ust, ali je bila pa na ščipavki, da so se usta odpirala. In potem je ta lahko hodila in je govorila, a ne? Okay. No in to smo študirali, pa sem pa z otroki v Ribenški osnovni šoli imela ta. In tam je ta Stefka rekla, da meni lutke zelo dobro grejo. Tako sem bila spet. Jaz sem bila skus presenečena v življenju še zmeraj. Te pa tu grejo, okej, cool. Mogoče pa s tem se ukvarjala. Zanimivo. In tako pa kolega, ki pa je itak, ta Boštjan Štorman, ki ima gledališče iz desnega žepka skupaj, on je pa itak likovnik je, ne? Torej, on je likovno-pedagoško naredil, torej učitelj likovnega in tudi zelo dobro riše, dobro izdeluje, dobro tako in je začel lutke delati, pa so skupaj začela s tem gledališčem. Čisto sem zablodila, kaj je bilo osnovno vprašanje? Kaj je bilo? Čakaj, zdaj sem že jaz bil več malo mimo. Ja, da si bila v predstavah pol, tako, preko Ribence. In povsod so se te, če se je le dalo, smo čim več igrali, no. Tako sem prišla, mi smo v Ribenci, prva predstava 94. leta je bila Zlatorogovo kraljestvo. Ja. Pol so bile pa te neke produkcije na Gilšu, pa preko teh produkcij i Mirna Bosna, pa smo pa igrali, takrat je bila še koreodrama Šizofrenija bila ena predstava, pa tako naprej. No, pa do TV Dobrodan, ki je pa pol tu pa prineslo slavo in poznanost in potem sem začela pa še nastopati s Kondijem Pižornom skupaj, ki je igral Podrepnika. Ja. Pa še v živo, kot sva bila komični par, Fata pa direktor pa Snažilka. Preko tega sem pa še začela še tako na odru s komedijo dejansko. Jaz nisem nič vnaprej razmišljala.
Meni Vidim, sem ja. stvari, jaz sem, Res vidim. jaz sem človek, veš, kako sem si vedno predstavljala, da plujem po eni zelo široki reki in nimam svojega motorja. Ne, mehen barčič, jaz sem samo dober kavelj. In gledam eno veliko barko, ki gre in se hop, zahaklam in plujem nekaj časa tja. Dokler stane v stavbo, pa jaz grem malo, naprej. se odzveni še malo, pa ne vem, pa gledam, kje bi se zahaklala naprej. Vedno nekaj pride, sem pa odzivna. Tako, če mi rečeš, a bi zdaj to rečem, ajde, Dajmo. vedno sem za. Dobro, zdaj pri teh letih sem že, ok, ne vem, če zdaj, lahko jutri. Morda ne. Ampak v osnovi pa reagiram, tako da stvari so mi prišle na poto. Edino, ko sem se sama odločila, je bilo ventriloquizem, ampak tam še nismo. Ne, tam še nismo, do tega bomo še prišli. Kako je pa prišlo do tega TV Dober dan? Pa fata, tu te bodo po moje povezovali do konca življenja do in konca še življenja. čez. Vem, ja, ziher bo, ko bom umrla, bo ta... Še zmer bo. Naslovi Naslovi člankov bodo, umrla je fata. Ja, tako nekako. Tako da probaj ti, ki boš tu še živ. Bom jaz drugače to zapeljal. Upam, da boš še živ. Daj ti drugače, ja. Kako je do tega prišlo, da je pol TV Dober dan, da si tam pristala? Boš, kaj mi je smela vprašanje za gledalce? Bo možnost komentiranja kaj tega le? Ja, to je na YouTubeu, grejo lahko spodaj komentirati. Odlično. Komot. A se res niste že naveličeni, da poslušate ene in iste moje odgovore na ene in iste vprašanja? Sem vprašam. Moramo. To je tisto, ki Vem, se da je, moram ampak tega dotakniti. Ker, tako bom rekla, da TV Dober dan 24. leto gre, odkar se je začel snemati. Ja. Oziroma, ki je bil na televiziji, ki snemali smo pač mogoče pol leta prej, pa je bilo. Ampak tam tukaj, da veste. Opet. Torej, kako bi vsaj vsakeč drugače, mislim, mogla zlagati, pa vsakeč drugače povedati. Ne, sem je Kako dobro, je do tega le. prišlo? Pravzaprav sem jaz si izmislila, TV Dober dan. Spet splet na ključi, nič dorečeno. Jaz sem zdaj, vzemem tisto obdobje, ko se je začel pripravljati TV Dober dan, jaz ne vem. Imamo Mangart, to je ta skupina, Produkcija, 4-5 fantov, produkcija, ki so pač kreativni in si izmišljajo in so naredili pač že oddaj pred tem, se rekel, dajmo narediti neko slovensko serijo, humoristično. To smo zdaj par let po osamosvojitvi, torej Slovenija še nima nekih svojih serij. In zdaj oni tuhtajo in naredijo koncept in to je to. Jaz sem na faksu v Kopru. Tudi živim v Kopru in se ob vikendih vračam domov. Je pa kakšen moment... Tukaj igraš tudi še, ne? Že. Ne? Pravzaprav neham igrati. Pazi to. Jaz nastopam nekje in me ne sprejmejo, to drugič na AGRFT in rečem par grdih besed, fakov, zvezdice, smrtke, ne bom več igravka, prav. In grem v Koper in bom vzgojiteljica. In potem me friend kriče in reče, ti pa či še v eni predstavi igrala, prav sem še dovolj, nič več. In tako se jaz odločam. Tako je pri meni velik. Se jaz nekaj 100% odločam, tu se mi sesuje isti moment, tu se rajš ne odločam. No in zdaj je bila ena sreda, mislim, da je bila, nismo imeli faksa. In sem bila jaz nekaj način pa v Ribenco in sem šla domov. In pazi, to je obdobje, tik preden so mobiteli prišli zares ven. Tle nekje so že bili, ampak pri nas še ne, glavnem, vsekakor to še ni bilo masovno. Torej nimam še mobitela in tudi, če bi ga imela, verjetno bi imela druga dva človeka mobitel in ni tu medij, po katerem bi se slišali in bili v navezi. Še. Sem pa kmalu zatem ga imela. No in zdaj sem jaz doma, v Ribenci, slučajno, v hiši, v stanovanju, v bližini telefona stacionarnega. In telefon zvoni, se javim in je frendica. Ti posluš, jaz sem pa ne vem, kje si pa mi razlagala nekoga, tudi ona je po neki čudni varianti, nekje na eni jogi srečala nekoga, ki je nekaj, da je prišla na vhod, da delajo novo slovensko serijo in da potrebuje igralce. In da če bi me zanimalo, da bi šla jaz na eno audicijo k njim. Skoja, valjda, kdaj pa, jutr, super, jutr nimam še faksa, može. In potem odložim in dvignem slušalko, kličem mojo prijateljico Alenko Kozovc, ki je kasneje potem seveda bila, boste videli kaj, v glavnem, rečem, stara ti, te bi klicala ona za audicijo, rekel, ja me je, a boš ti šla? Ja, a greš ti? Ajde, greva skup. Dobro, jutr, ne vem, četrtek je bil, torej ne vem, kdaj ob kateri uri. Odložim, naslednji dan se pojavila midve na Mangartu. In nama, kdo je že bil, eno od teh Mangarcev, to sem pozabila, smo imeli neko vrste audicije, ona jo spraševal, ono tretje, četrto in mene vem, da je vprašal, če znam pa v slovensko, sem rekel, normalno, da znam.
Aha, ok, neč bomo poklicali na poskusno snemanje. In potem mislim, da je minilo pol leta. In to je bilo to. Jaz sem ok, s tisto serijo ni nič, jaz hodim na faks, nič ne igram, nič. In potem telefon zvoni in naj jo kliče obe, da je priva posnet. In smo imeli audicija, se je posnela tako, da so naredili intervjuje z liki, torej izven kamere je bil režiser, ker nas je stvari spraševal, nas se je videlo in mi smo odgovarjali na vprašanja, tako kot da bi zdaj odgovarjali na tvoje vprašanja in bil posnetek brez tebe, v liku, vsi. Potem smo pa še neki prizor posneli, namreč fora te Dobrodana zgodbe je bila, da se je odprla nova televizija v Sloveniji, kar je sovpadlo seveda s Pop TV-jem, ki se je takrat osnoval, to pomeni, da zitek se je pol tam vrtelo in je bila podobna zgodba. Ne? No, in je nek Američan prišel iz Amerike, ki prinesel denar in bo naredil malo dolenško govora, pa tako, novo televizijo. In je zbral vse delavce, zdaj njimi poklepetal. In to je bil prizor, ki smo ga še posneli. In to je šele šlo ven, da se je denar dobil, če se bo to sploh snemalo. Okay. In potem je spet minilo ful časa. No in tam sem že bila fata že praktično ista, kar poznamo. Ja. No in pa so rekli, snemamo. In pa se je začelo. In smo prvi mesec snemali, drugi mesec so oni to montirali, tretji mesec, približno 3 mesece je prej šlo na televizijo. Kar je ful hitro. Najprej smo tekste, pa smo snemali, pa se je montiralo, pa na televiziji. Približno 4 mesece. Jaz sem pa takrat bila brez štipendije, ki sem dobila po mami, ki je bila pokojna, to neko štipendija. Sem bila več kot 26 in so mi vzeli to. Do dneva točno so mi pobrali. Zadnji mesec so mi še dali, do konca meseca, kako so prijazni. Sklicali, smo vam dali preveč 19. imate rojstni dan, vrni nazaj od 20. dalje. Ok, pedal. In jaz sem bila čist brez denarja. Ko se je to začelo vrteti, sem res bila, denar je prišel, honorar za to, kar smo snemali že 4 mesece nazaj, pa šele naslednji mesec, ko se je vrtelo. Jaz sem bila že brok, mi so razpadale spodne gate stari. Mi pa na televiziji. In pa smo se hecali, da mogoče bomo poslovni. No in čez 4 mesece se je šlo tudi vse. Evo, in tako je prišlo do tebe Dobrodana in tako je prišlo do Fate. In jaz sem rekla, ja, se so mi jo dali, pa so mi se rekli, ja, so že oni napisali vlogo, sem do konca naredila pa ti. Ja. Tako da pač, evo. No, da ti še povem, zakaj to zmeri vprašamo, zakaj sem tudi jaz to vprašal. Jaz nisem pogledal niti enega dela. Res? Niti enega dela. Všeč. Ker, pa ne, da ne bi hotel, ker nisem imel možnosti. Mi doma nismo imeli Pop TV-ja, kanala A, jaz sem zrastel ob 4 programah in je to. Jaz sem samo vedel iz šole TV Dobrodan in sem bil zmeraj sam zraven tako. Nimam pojma, zakaj se gre. Vedel sem, kdo je pa Fata. Aha, vidiš? Tu se je pa vedel. Moj foter, ki je bil učitelj tehnike pa likovnega, on je mogel pogledati TV Dobrodan, da je vedel, kaj se je zgodilo, da je pariral otrokom, ker likovni pa tehnika je tudi kaj, nisem za resni predmeti, da je pariral, da je vedel, o čem govorijo. Da je lahko takoj kaj komentiral nazaj, ker drugače so oni blejali, svašta so počeli, to, kar so vedeli TV Dobrodan. Kakšen pa je bil pol ta boom, ki je to eksplodiralo? To je bilo tako, da so te vsi ste te gledali, vsi te poznali na ulici. To greš v trgovino. Ja, in na začetku se mi je zdelo, wow, ful dobro, drug mesec pa tako, nehate pa niso. In pol nisem hodila več v trgovino iti. Sem bila doma v Kopru, tam zabubljena, tam smo stanovali, kao pa les pusti me gmah. Ono prav, prosim. Potem sem se pa navadila tega, da bi trdo kožo, pa frendi niso hodili z mano na kafe. Ko smo šli na kafe, Res, prav tako. Vsi gledali našo mizo, ker so me poznali in so vsi bili kao, še ono, če nisi navajen, potem čutiš, da vsi gledajo tako, zoprno ti je. In pol tako, faze. In pa imaš fazo, ki te vsi imajo radi, pa imaš pa fazo, ki se te preobjejo, ki je nujno potrebno, in potem si enim, živce na Fata, Pol se jim zdelo, da vsake paštete skačem ven, ker sem posod nastopala. Pol pride pa obdobje, ki pa kar naenkrat tako, popularnost in zanimanje upade na nulo. Tako, da bi te prej po rokah nosili, potem pa spustijo. In ti padeš, in oni te prestopijo ali pa pogazijo in grejo dalje iskati nekoga bolj zanimivega. In jaz sem kot malo starejša, ko sem padla v to, bila prepričana, da jaz to dobro handlam. To mi je ful dobro gre, ko so me spustile. O, Marija, ko je bilo to boleče. Tako prav, oprosti, mikrofon sem. Zelo je bilo težko obdobje. Se pravi, tisti šok, ki se tu začne, šok, ki se tu konča.
fulje, tako, kot da te sfaširajo. No, in pol si tako prsatete, svoj ego, noben te več ne gleda, meni tega več ne zanimaš. Pa da ne govorim, to je upadlo še s tem, da sem diplomo pisala, ker sem jo ustavila. Fasala sem en bronhitis, ker sem hodila v diplomo delati v vrtce. Pa tisti otroci s tem smrklom, pa to, in sem se okužila in vsakeč na novo in pol ta bronhitis se 3 mesece ni pozdravila. Pa sem se selila v Ribenco, pa nisem imela kje biti, pa sem bila pol v bratovi sobi, ki je bil že poročen, pa starejša sestra v njegovi. V sobi, ki je bila najna otroška soba, ki je bila mehna, ki jo je zdaj on imel namen urediti, da bo na pol otroška soba, na pol kabinet. Ampak je pa zdaj skladišče v škatli in jaz spim tam med škatlami. Gledam, grozno obdobje. Grozno obdobje, res, ko greš. Slabše bi bilo samo še, če bi bila na ulici. Grozen. Vzpon in padec. Ampak pol pa in se obratno. pobereš, pa mehno se postaviš, pa pol pa te stvari niso več tako hude. Si šla pol iz TV Dober dan v stand-up? Ja. Jaz sem šla iz TV Dober dan v Fato na odrih, v živo. Potem sem pa preko tega ugotovila, da jaz tudi, ker Fata so bili vici, ki sem jih iskala na internetu. Ja. Pač to sem se naučila od zelo dobrih vicmoharjev slovenskih, ker tako se je to včasih počelo. Redko kdo si izmišljal vice. Ali so jih najdli, ali so jih si zapomnili, pa tako. Potem sem pa ugotovila, da če imam 2 vica skupaj dam, pa če jaz po svoje povežem, res da en vic ima en smeh, pa drug vic, ampak ta kombinacija tega je pa moja, kreativna. Pol se je pa začelo dogajati, da smo imeli tudi kakšne druge predstave, ki smo delali, smo se kam vozili na kakšno gostovanje, da smo poslušali kakšne stand-upe. In pa sem prvič slišala za stand-up in sem bila, recimo Eddie Murphy, iz 82. leta. Lepo. In sem bila, ne vem, če si slišal to. On je posnel, imaš video verzijo in imaš audio verzijo. In audio verzija se imenuje Comedian, meni se zdi. Video verzija pa nekako drugače imenuje. Sta pa drugače enaki. In ko on razlaga te zgodbe, ko njegova teta pada po stopnicah, zvoki vredno. Star jaz tako razlagam fore mojim frendom. Kaj pa če bi stand-up delala? Kaj pa če bi to probala narediti? In ni hudič, čez pol leta me kliče Škvorc, Slavko Škvorc, ki je rekel, imeli bomo stand-up oder na Lentu. In jaz tako, iz nič, veš ono. A pa ti nastopala? Ja, bom. Ker vmes smo pa že začeli nek stand-up, kar nekrat, veš, kot je neverjetno, ko se kar nekrat, kar začne poganjati. Po tam v Kranju, sploh nisem vedela, šele kasneje, da so Perica, pa ti, pa Bubul, pa Babič začeli nekaj, pa Martina Ipša, kar nekrat tam nekaj v Mariboru. Pa Pižama, tle Gorenjska neka naveza, kar nekrat so vsi razmišljali o tem. In mi, tudi ti igravci, ala Kuntner, pa zdaj poslanka Tomičeva, oni so začeli v Ljubljani kao neki stand-up, ampak vsi so pa pretežno začeli z liki, da igraš eno drugo osebo, ki nekaj govori. Tudi jaz sem tako začela, sem iz Fate mogla se stopati, jaz sem rabila, veš, ker si tako močan v enem liku, potem vsi hočejo samo to od tebe. In mi gre že malo na živce, ampak hočejo to. In potem se stopati je tako kao, vse je fajn, ampak Fata. In to je težko. Če nisi buldožer, kar jaz nisem, jaz sem čovnček, ki si je preklapla, ker nekaj bi jaz sama nekaj naredila in to je tako, so neurja, nevihte, moraš biti res pogumen. In so šla v neke like, da sem bila neka okajena gospa, pa enkrat meni sem bila črnka. Jaz sem bila, pa sem trla, sem črnka. In to je še kar dobro palilo, dokler nisem nekaj nastopila, ker meni črn zgledal. Stari, pa sem pa samo venela, ker nisem več vedela, zakaj to počnem in se mi zdi tako žaljivo do njega. Pa tako neke like, dokler nisem začela. Enkrat sem probala, da sem bila jaz, pa je bilo to tako, malo zadržano, pa ne moreš. Ti moraš biti tako, z jajci, razumeš, sami. No, pa so pa poklicali za ta Lent in sem začela pisati tekst in sem naredila 40 minut. Nikjer probala. Samo jaz doma dostakrat še vedno, ko vadim neke nove, jih pregovorim. Ker jaz pišem. Jaz si zapišem v nekaj ribenščini, ampak to je še vedno zelo meče v literarno. Stavki so potem taki, čeprav po ribenško napisano, ampak sem potem hotela reči, tega ni. Sem rekla. Veš, no, to se vse, ko ti privat govoriš, se stvari zelo čistijo. Ko pa je literarno, je pa dosti več opisa. In grem v spalnico in se pogovarjam s pojsla. Govorim pojsli, razlagam stvari in si predstavljam ljudi in včasih si predstavljam, kakšna bo reakcija in kje bo.
Ko bomo šli naprej na ventriloquizem, imam pa tudi to gledalo, tam moram pa videti, kaj se dogaja. Ja. V glavnem, in sem to pregovorila dvakrat, enkrat prvi del, pa enkrat drugi del. Zato, ko me vedno nekdo zmotil, potem sem šla pa na oder. Moja premisa je pa bila, kako mi je ime. In je občinstvo fata. Skoro, no, da ste videli, kako se jaz počutim, jaz sem v resnici Lucija in fora na to, ko sem Lucija, še vedno včasih, iz tistega leta je pa še vedno včasih govorim, da sem Lucija in sem ponosna Lucija, ker mi je fotor hotel dati ime Labuda, ki je ful lepo ime na Črni gori, Labotka, pri nas je šli Kandelaber. Ja. Da ne govorim, kaj se zgodi, če to ime ponavljate, Labuda, tako da Lucija je super ime. In kako je, ko rečem, sem Lucija, ja, fata, povej, kje imaš metla. Ja. Iz tega sem šla in potem sem govorila anekdote iz življenja in je bilo pišijada. Ful je bilo dobro in se to jaz obvladam. Še no, sem bila naslednji nastop, pa ni bilo več tako dobro. Ja. Ker začetniška sreča, pa posebna energija, ki delaš stvari, nov material. Potem se pa malo sede, malo se ne, potem si pa malo... Publika se zamenja, ne. In potem sem se pa naučila, še vedno imam to, ker nisem bila začetnica v tem, da tle imaš 5 minut, pa prav biti smešna. Pa teh 5 minut obračaš, dokler ni smešno, pa gotoviš, pa daš 6, da tega nisem. Jaz sem takoj na 40 šla. In potem so bili nas tako. In še vedno je tako, da na odru spoznavam, se učim spotoma. Dobro, zdaj že to, da se župam. Zdaj tako je fajn, ko mine ful let, pa imaš malo več izkušenj. Pa kaj nekaj narobe rečeš. V redu je. Znaš pol speljati, ja, da ni panike. panike. Bom pa nekaj, poveš, v redu je narobe. Ne vem, da sem oblečena v to, pa si izmišljaš na licu mesta, ja, kopalni plašč je bil, pa se nekaj meni se zdi, da je dovolj lep tudi za javnost. Ampak ima eno tako jopco, ki je ful dobra, ki se oblečeš, potem si jo pa zaviješ, pa še enkrat, tako par vogalov in potem to vse tako ven gleda, tako ful dobra jopa. Zavesa. Sem nekaj na zadnjem nastopu, ja. Hodila biti lepa, pa sem se zavila v zaveso, pa se je verjetno bo lepši, če se 3-krat zavijem. Tu je to. Evo. Ful nama gre hitro čas drugač. Pa ful veliko govorim. Težko boste rezali. Ne, nič ne bomo rezali, to tako je. Ja, greva zdaj, moram samo še to povedati, da sem te pol videl ene mesece, da je bilo lih 2020, ko se je poleti malo še odprlo, ko si Fato privlekla nazaj, ker je bila lih obletnica. Tako je. Ali je to 2019, ne, če je zdaj 24 let od tebe? 2019. 2019 pol. V Postojni sem te videl, ko si jo privlekla ven kot lutko. In to je, ja, najbolj je zažgalo. Folk je bil še zmeri, wow, Fata. Ja. In jo imaš na palčki, ne? Tako. Sicer zdaj je spet tako. Zdelo se mi je, ko je bila 20-letnica TV Dobrodana, da vseeno bi mogla nekako obeležiti. Ko sem vedela, da bodo doklicali novinarji, da bodo spraševali to vprašanje, se bo spet tu ven prišlo. Nekaj moram narediti, da bo na moj način, da bo zame. Kaj pa, če naredim lutko? Ker takrat je bil že obdobje ventriloquizma, s katerim sem se ukvarjala in sem naredila lutko. In sem rekla, kako bi pa izgledala Fata? Pa ne bo ono, pa imam kakšno sliko. In sem najdla v mobitelu, v starem mobitelu, 2 fotki z nekega zadnjega nastopa, ki jaz sem furala Fato še 2017 po moje. Ono, stari. In še vedno kdo, a vi že delate Fata? Ne, zdaj je pa res več ne. Ker tisti kostum je isti, pa čist preparel. Ja. V glavnem, in sem se fotkala tako, od zgoraj dol, eno foro, da sem bila tako, in ena, da sem bila tista Fatina. Tu je 2 fotki. In sem te 2 fotki dala gor in sem naredila na roke to lutko, grozna zgleda. Ta lutka je problematična, zato ker z njo lahko nastopam samo frontalno. Ja. Če od strani vidiš ti 2 ploha. List, ja, v bistvu, ja. 2 ploha. Nič drugega. No, ampak za tistih par nastopov sem pa porabila, imam še vedno doma, mogoče bom kdaj vam povlekla in sem dala, to je ful težko, ker jaz kot Fata, jaz sem govorila tako. A veš, te grimase in to. Zdaj imam pa hop in moram to s priprtimi usti, brez da imam kakršnokoli grimaso, to dati. In sem naredila tako, da se usta odpirajo in ko je vesela govori, ko je pa jezna, pa krog obrnem. In je ful fajn izpadlo. Za tisti moment je bilo fajn, zdaj se mi zdi, da je spet malo pase, pa je spet tam. Ker pri Fati težava, zakaj sem tudi nehala delati, ne, je to, ker sem vice iskala, da sem delala njene fore in mi je tako težko, ko mi ne zbuja na mene domišljije, tako da ne vem, kaj bi z njo govorila. Ampak je bila dobra fora. Jaz sem se takoj pol spomnil na Jeffa Dunhama, ker sem ga gledal, ki ima tisto jalapeno on the stick. Yes. Je odlična fora in sem bil takoj na to povezava. Tako da ja, greva na ta ventriloquizem. Bravo.
Evo, vaja se je splačala. Si pač lutkarca že nekaj časa, že sama si tudi omenila, da imaš iz desnega žepka lutkovno gledališče. Otroci te verjetno prepoznajo tudi po Foxnerju, pa Kaka Duduja. Te prepoznajo, ne? Ja. Nekateri so presenečeni, nekateri pa vejo, da sem jaz. Ja. Ampak ja, greva zdaj na to stvar. Ventriloquizem. Yep. Prva si v Sloveniji, ki se to tako baviš s tem. Tako. To je pa zdaj neki, evo. Mogoče celo še vedno edina. Zna biti. Bo prišel cajt, ko bo ziher še kdo se je hotel znati. Interes je ves cajt pomalem od odraslih in otrok, Ja. ampak tudi kdo si lutko naredi, pa se pa ustavi. Ja. Ker ni tako simpel, ker je ono... Ni tle sam povedati, se pravi, ventriloquizem je po naše govorjenje iz trebuha. Za zaprtimi usti, da ne vidiš, ne? To je največja napaka, ko se opisuje, da se reče, da je to govorjenje z zaprtimi usti. Ker še zmeraj je, ja. Reci svoje ime z zaprtimi usti. Ali imaš fangre, ne? Mora biti usta priprta. Okay. Zato, ker govorni aparat je narejen tako, da mi s prepono pritisnemo zrak iz pljuč, da grejo skozi glasilke, oblikujemo mišice in glasovi pridejo ven. Ja. In tu vse potuje na zraku. Torej, zato ti, če si zadihan, težko, poveš. Po drugi strani pa, če si hripal, to zaradi tega spet ne gre ven, pa tako. Kaka Dudu tako govori. Kaka Dudu je odličen, kad je sprehlajena. Ne, katastrofa. Inteligenten lutkar ne da lutki glasu iz grla. Kaka Dudu pa tako govori, tako je, ja. Ko smo snemali, sem bila hripava 5 dni. No, v glavnem, torej, to je ful stara veščina, tako zelo, da so včasih, zato se reče ventriloquizem, oziroma po slovensko trebuhogovorstvo, je ostalo tako, čeprav je čisto napačno, ker takrat so verjeli, da človek govori skozi popek, skozi trebuh, skozi popek. Kar pa ni res, ampak se govori skozi genitalije. Halo! Pa ja, ne. Ne, to je govorjenje brez premikanja usnc, to je najboljši opis. Zato, ker imaš pač usta, mora biti čim bolj primer. In zdaj, prej si se tega naučil, manj si ti tudi tle miga. Ja. Jaz, ko sem se kasneje, meni se tle miga, tako da če bi me gledali, bi videli to, ampak so me v Ameriki, ki sem bila na ventriloquistični konferenci, so rekli, glejte, pomembno je, da ne premikate ust. To pomeni, da se ta del, tule, to je vseeno. Tkule, tle dol, da se ne premika. In meni je bilo to zanimivo, oboževalka sem Jeffa Dunhama, seveda. Najprej sem videla Ahmeda. Z njim smo po mojem vsi začeli. On je svetovno slavo po deseterju, po stoterju z njim. In je še vedno največja zvezda njegovih lutk. Ampak ko sem šla pogledat druge, so druge tako dobre. Ja. Tudi Walter. Walter je odličen. Pazi, z desca, ki je samo tako in vse, kar naredi, je, da sem dvigne cinično brvi. Pa funkcionira. Najboljši lik mi je pa Peanut. Peanut pa niti ni ventriloquistična lutka, ker značilnost ventriloquističnih lutk je. Prvi pogoj je, da jo hitro biš na roko, pa dol jo daš hitro. Ker drugače ti izgubljaš cajt. Torej, moje lutke še niso čisto prave. Torej, ti moraš tako hop in je že gor in že deluje. To je ena od lastnosti. Druga je, da si odpirajo usta. In prve ventriloquistične lutke so bile celo iz lesa in je bilo tipično, da se jim odpira ta spodnja usnca. Te lesene, neki monokli, pa to je bilo tipično, da usnca se premika dol pa gor. In tako Ahmed je, da se mu dol pa gor. Medtem, ko imaš pa uporabne tudi mimične lutke. Imamo različne vrste lutk, ne? Imamo one marionete, ki so na teh trakcih, imaš lutke, ki so ročne. In ročna lutka je tudi ta, ki nima ust, ki ne govori, ki ima tle glavco, ki je v resnici fizična komedija, ki se pretepajo navadno s kakšnimi gajžlami. Imaš pa ročne lutke tudi tle, so narisane, pa so tako. Imaš pa ročno lutko, ki je mimična, ki ima usta. To pomeni, da daš tu spodnjo usnco, to gorno. Tako. No in to je Peanut. In Peanut je obična lutka, ki bi lahko bila za otroka. Za igrace lutka. Ampak ne sem, da je obična. Da zgleda totalno otročje. Način, kako govori, kako hitro govori. Ja, to je res hitro. Tak drilne. Ja. To je pa tako težko doseči. Tudi to, kako on hitro, kako on... Reakcija tu, ne? Tako on zafrkava onga, to je tako hiter. Še sekunda ne mine, ko on že spremeni glas in se tako pogovarjata. In včasih doseže tudi, da imaš res feeling, da je Peanut njega razpizdil. Ja. Tako prav in tudi zafrkava za to. In tu je pa wow, tu je pa cilj, da bi nekoč imela neko lutko, ki je tako hitra.
Ne. Zato sem pol, ne, Jeff Dunham je bil ta. In ko sem videla to, sem rekla, kako bi jaz to tudi znala. Ne. Pa sem probala nekaj, pa ni šlo, ker ti za biti ventriloquizem moraš znati govoriti brez premikanja usnic, ampak to je, vsi mislijo, da je to najtežje. Je težko, ampak pa imaš pa še lutko moraš obvladati, da se govor ujema, reakcija, ko ti govoriš, da se usta ujemajo. Zelo pogosto začetniki, ko rečejo, namesto da bi rekli a, rečejo, čakaj, ful je težko na suh, eno besedo, torej recimo ma, rečejo ma. Veš, da je kontra. Kontra. V resnici pa je a. In če si ful precizen, je lahko tudi a. So tudi različne. Ne govorim, da treba zaprti. To so res detajli. Tako, torej treba obvladati to, najprej sam po sebi lutko, da ko ti govoriš, da lutko ni mrtvo vmes. Potem, da se ujema govor, seveda ta neviden govor z govorjenjem lutke, poje pa še dialog. To meni, če lutka reče da se jaz ustrašim nje. Ne, da se, razumeš? In tu teh faz je ful velik. Ampak jaz v gledališču z desnega žepka že se pogovarjam z lutkami, to funkcionira tudi navadno. Torej, če posoješ lutki glas, da odpiraš usta, potem jo moraš gledati, ker drugače bodo gledali ljudje tebe, ker je živ obraz bolj zanimiv. Ko pa ti govoriš, je pa fajn, da ona tebe mehno gleda. In s tem dobimo čisto v redu dialog. In gre. In to je že zdelam. Obvladam. Obvladam lutke, obvladam to, delam stand-up, ker zelo pogosto ventriloquisti so družinska komedija, torej da se hecajo, pa ima otroci, pa ima odrasli, pa tako. Jeff Dunham je ena redke, ki je izrazito stand-upovski za odrasle. Čeprav tudi pri njem, pri nas pa sploh se meša, če imaš lutke, je za otroke. Ni nujno. Koliko govori o jožkah. Ampak sem obupala, tako kot vedno v življenju, obupam na koncu in sprejmem, kar mi pride na pot, torej zdaj za oboje. Tečenje skus, ampak ne govori o jožkah, ki so otroki, ki je za otroke. Torej, in sem ugotovila, da je bila tu komedija, ono tretje, jaz sam sem še znati ventriloquizem, pa bo to že delovalo. In pa sem se za to naučila. Ampak ni šlo, potem sem pa pisala AGRFT, pa oblike govora in sem rekla mentorju, ventriloquizem pa so oblike govora, ne? To je ena oblik. Kako pa to naredila, če noben ne zna? Bom se naučila. Video, knjiga, celo dobila sem jo od enega, ker je rekel, tu se ne da naučiti, for dummies, in sem tam, potem sem si svoje vaje zmislila, pol pa seveda se je nehalo govoriti posteli, ampak ogledalo. Ker rabiš najbolj ogledalo, zato da vidiš, da se ti usta ne tresejo, to je prva stvar, da se je zelo na suh pokazala, torej, da se pogovarjaš in da se usta ne trenikajo. Potem se mora ujemati z njim, gledaš njega, kako govori, potem to eno momento odultaš in rečeš, kakšna kletvica in nastaviš kamero. Zato, da ti zdaj gledaš v kamero, ampak ne razmišljaš o tem, kaj se dogaja tle, ampak da to funkcionira. In potem pogledaš posnetek in vidiš, kje so napake, kje moraš paziti. Ker se mi je zgodilo parkrat, ko sem improvizirala, da ni šlo in pol bi vrgla kamero, razumeš, z lutko vred, če zaprto okno ven, ampak sem raje se ugasnila, pustila lutko, zaprla in pustila za kakšen dan. Ko sem se umirila, sem vzela kamero in sem videla, da funkcionira boljš, kot je mislim. In o tem sem brala na začetku, da so 3 stvari pomembne in to je redna vaja, verjeti vase, pa vztrajnost. Ker tu verjeti vase, ne bom znal. Na ta način res ne bo šlo, moraš iti čez 100. Ker se je pol zgodilo med korono, ko sem snemala video z žabico, da je, sicer pa zakaj tu na suhu... Lik sem hotel reči, dajva pokazati prvo vertilokvistično lutko v Sloveniji. Ja, to je, najprej bom ta drugo. Ok, dajva ta drugo. Ta drugo, evo. Ti zdaj vidiš, sem prosila, da se ne kaže kadar, ker je na rastur. Evo, to je druga. To sem tudi sama naredila, ampak v resnici so šolke enkrat na faksu kupile, taka ležeča žaba, viš. Kosmata, what? Na pupez že. Tako. In ko sem med korono, mi je bratova žena, ki je učiteljica, rekla, pa ti kakšen video posnela za otroke, ker njim je tudi težko preko interneta to se učiti, sem začela snemati videe z žabico Kiki. Vse dobite na mojem YouTube kanalu z žabe, lahko jih gledate, lahko jih šerate, in so poučni, ker so narejeni na podlagi učnega načrta, 1., 2., 3., 4. razred osnovne šole. In
kakšne teme, ki sem rekla tudi bratu in ženske, povej mi, kaj želiš. Ja. Kakšno temo je, da recimo otrokove pravice. Pa sem naredila to. A pa dej bonton v gledališču, pa sem to naredila. No in sem uporabila to žabico. Evo, in žabica je taka malo sramežljiva, zdaj pa pazi. Imela je, če hočeš roke uporabljati, je fajn, da imaš take mi rečemo temu šipke, vodila in sem odrezala kovinski obešalnik. Ja. In sem zvila in sem not ušila. Aha. Tule pa duct tape, viš. In primeš to in potem roke lahko funkcionirajo. Veš, a ne? In žabica Kiki bi rekla, kaj naj rečem? Pozdravi. Živja, kako ti je ime? Živjo, Aljaž. Živja, Aljaž. A sta sama? Ne, ful ljudi naju gleda. Ja. Kje? Tam le noter vidiš. Živijo ljudje. Si v redu? Ja. Kaj ta zdaj? Ne vem. To je žabica. A te lahko zdaj dam nazaj počivati? Lahko. Adijo. To je žabica. Prvi seveda je pa bil Koko. Kokota sem pa naredila sama na faksu. Sem upisala predmet tudi in zdaj bom pokazala, da lahko Trik. Funkcionira tudi brez glave. Veš, kaj piščanski je zakol. Živja. Govor pa ne more, ker nima usne. Ne, zdaj le ni vrtilokistična lutka. Tako. Zdaj pa je. Zdaj pa bo takole. Jo, malo je umazan. Koko Takole. Chanel. Tako. Čestitam, ti si ta trzi, ki je noje in ne to vedel prav. Koko Bravo. Chanel. Chanel, ja. Vsi mislijo, da je Chanel. No in njega sem naredila sama s pomočjo seveda in frenda in dobro. lutkovnih tehnologov in z njim zdaj največ nastopava in tako, ne? Ja. Evo, to je Koko. Živjo, Koko. Živjo. The best. Aj srček dutale. Ja, Zakaj? I love Zakaj? butale. Danes je pustna nedelja, tako da jaz takoj po temu pogovoru grem v Cerknica na karneval. Kje so krofi? Ja, ti ne hoditi tja, veš, kaj se bo kaj zgodilo. Veš, je nevarno. Koko, te lahko nekaj vprašam? Lahko. Kakšna je Lucija? Katastrofa. No. No, vse je v redu, no. Včasih je tečna, ampak okej, ne ido. Žal, kako mora imeti njo z sabo. Ja, moraš, ja. Ja, tako so mi rekli. Ne, mislim, rabiš me, ker ti moram jaz premikati. Kaj? Ja, jaz te premikam, pa dajem ti glas. Ti? Ja. Resno. Mojo roko. A viš mojo desno roko? Leva? Je kje sta desna? Zadaj. Je to, kako to zveriti? Ja. Tako da se lepo obnašaj. Oj. Katastrofa, viš, kakšna je. Ja. Zdaj je bil ta, ki sem vprašal, ne, tako je bilo, res dobra reakcija. No. To je to. Ja, tu imamo tega, edino kar je, se on zelo škila, to gleda, nikoli ljudje ne vejo, če jih gleda. Ja, tudi jaz sem bil zdaj, kar malo tako, kam gledaš? Wow. Evo, to je Koko in v glavnem lutkovni tehnologi so mi pomagali z lutkovnega gledališča, ker sem upisala predmet lutkovna tehnologija in smo ga skupaj naredili. A ne? Ja, dolg čas. A se tega lahko vrtilokvizma vsak nauči? Je šansa? Jaz mislim, da ja. Samo vztrajnost je pomembna. Zdaj pa tako, eni že tako ne premikajo ustnač, ko govorijo. Ne? Pravzaprav lahko ti poveva, da že ti se lahko naučiš ta moment. Pomembno je na začetku, da daš zobeskap. Okay. Zdaj, jaz sem jih na začetku tako držala, potem sem ugotovila, da to ni moja naravna. Ja. Ampak potem sem jih dala tako, da sem dala, koliko bi jaz, kje imaš ugriz? Tako, no, daš zobe skupaj, razpreš usta, čim manj, ampak še vedno jih moraš. Zdaj, če ti je blizu, da se mehen premal, ali ti je blizu, se smehljaš, ali da si takole resen. Takole resen, po moje, ne? Jaz tudi. Zato, ful je fajn, če smehljaš, ker ne vem, če kaj poznaš pevskih vaj, ampak je dejstvo, da... Lažje gre ven. Recimo... Zdaj kar probam tako govoriti. Ali pa... Ja, više gre, ja. Više sem tudi zapela, viš. Če odpreš usta, se više zapoje. Kakorkoli, je bolj smehljati se, ampak jaz se smehljam samo, če je smešno, da zgledam tako.
A ne. Zato sem resna. Torej, zobe skupaj, Ja. usta narazen in zdaj ti samo govor, abecedo boš šla skozi za mano. Torej, A, A, C, C, Č, Č, D, D, E, E, F. F. O, ta je bila že težka. Zakaj sva B spustila? Zato F je bila težka, pa ti je šla. Torej, abeceda brez težkih glasov je A, C, Č, D, E, G, H, I, J, K, L, N, O, R, S, Š, T, U, Z, Ž. Zaradi tega, ker sem spustila težke. Ker B moraš pa dati skup. Tako, zdaj pa 5 težkih je F pa V, sta lažji težji. V. Ampak si pomagaš lahko F, V V. in ti gre. Pol je pa težko, ker pa imaš pa P, B pa M. No, tlej pa to delo. Zdaj M je najlažje od teh, zato ker gre čez nos. N, M. N, In jo pač porobaš, izhajaš pa iz N-ja. N. Ne rečeš N, ampak premakneš jezik, to je težko, moraš vsak zase pogledati. Ampak recimo, če je M, daš jezik malo bolj nazaj, N, recimo rečeš N, in daš jezik še bolj A. N. In zdaj, to se najprej ne sliši, pa ko začneš govoriti, pa deluje. Ja. Resno? Resno, ja. Na ti Božja. M in B. M in B, mati Božja. Imaš še kakšno... Nisem pa zdaj usta gledal. B sploh ne znam, da ne bi se dotaknil. Ful je težko. B je najtežji. Zaradi tega, ker ima tudi besede imamo, kot je bomba, ki ima že buh noter. Ja. Ono, pa vedno poznam to besedo, omon, pa to ja, nekaj se reče, temu, da ima glas že vsebuje zvok, ki ga predstavlja. Bomba, bum. To je ful težko. Misliš, da je slovenščina zaradi tega, mislim, težje to delati v slovenščini, kot recimo v angleščini? Na nek način ja. Ko ima tudi ful besed na P, ko se začnejo. Če greš slovar pogledati, pa ga od strani pogledaš, ima tle črtice, koliko je kere besed na kjero črko in imaš toliko na P. Pa imaš pa še galop. To je ful težko reči, zato se tako izogibaš. Najtežja beseda v slovenščini pa je, to je zelo pomembno. Ajoj, to je pa res vse. In tako ne rečeš nikoli. Res ne, ker to res ni pomembno. A to zdaj delaš, se pravi, skoko tam, skozi reagira zdaj, kar se pogovarjava? A je že avtomatika to pri tebi? Ja, zato sem pa jaz dala, sem vprašala, zakaj glih koko, zaradi tega, ne zato, on je ptič. Ja? Tetelin, dobro, ptič, tetelin. Ja, no, se tu je ptič, tetelin. Prav, on je petelin zato, ker je ena vrsta ptiča, tetelin. Ker sem imela Kakaduja, ki je bil ptič. Ja. Imela sem Alfreda v eni predstavi, ki je ptič. In z Alfredom sem nastopala. Z njim, njega sem celo dala na ramo. Kaj delaš? Tle boš malo sedel. In sem z njim hodila in sem vodila ene teke za otroke. In sem se pogovarjala. In on sem bil tle gor in je gledal. In sem gotovila, ptiči govor oziroma gibanje je tako, da skus miga. Ja. In je zaradi tega tukaj lažje. In sem rekla, nujno mora biti ptič, da se vsaj ne rabimo ukvarjati s tem, da bo živ med tem, ko jaz razmišljam, kaj moram povedati. Ja. Tako da imam to, ja. In je lahko ima tresavico, če čem, ves cajt. Pa je še zmer pa. Preveč kaze, o Marija. O Marija je pa moja. Ja, ti si se zafrkala, ti ne bi nikoli rekel o Marija. Seveda, da ne. Kakal, da je rekel kakšna kletazica, ampak ne bova prav. Okay. Tako da, ja. No in vse te stvari so pomembne, ker najslabše je, če jaz, dokler on govori, kaj naj rečem, ne vem, reč živjo. Živjalke tazga, no. Živjalke tazga. Ko on govori, ko jaz govorim, mora on živeti. Ja. Če pa on reče čau, spet, ni važno, ali pa čau, pa jaz začnem govoriti, pa nam ga pozabim, kar se včasih zgodi, zdaj za nalašč imam. Torej, ja, živo, kako si kaj, si ti všeč kafe in zdaj je on mrtev. Ja. In to se čuti. Sčasoma se vpraša, kam mu je, je padal nezavest ali kva. Ja. In potem, ko nekaj reče, ja, kaj je, ko si se zbudil, lahko tudi naredi, to recimo zaspi. Lahko. In ga imam tudi tle mrtvega. Še boljš pa je, tudi če spi, oči in na koko odtrte, ja vem, ja, tako da ne bo zgledalo, ko da spiš, ampak recimo od se dele, ko da spiš. Recimo.
Zdaj lahko ga pustim, še boljš pa je, če se pogovarjam, vse, kar počnem, je, da mehko premikam roko. Kaj da diha, ja. Da diha in je spet živ. In to so te To so res detajli že taki, pol, ja. ne. Wow. Aj dost. Veš, grozno zgleda. Kako je na tretji naš roko njegovi riti. Ok, dobro je. Je hudo. A si razmišljala tudi še o kakšnem drugem liki? Povedala sva, da si že Fato vmes upeljala, ne? Vmes sem peljala Fato, potem je ta žabica vskočila Ja. noter, potem zdaj imam otroško predstavo, ki se imenuje Zmešnjava iz kovčka. V kovčku. Vedno poznam, kako je lastni predstavi. Katastrofa. In on nastopa noter, ampak se mu pojavi, se pa teži, pa gre. Ja. Če je dolgočasno, no. Pa en levček se pojavi, potem sem pa zdaj naredila eno, a lahko šte imaš mehno noto kovček. Lahko, itak si dolgočasna. Takole, imam nov likec, ki še ni čisto razdeljen, ampak ga že furam in to je, da se pogovarjam s svojo lastno denarnico. Kako dobro. Veš, kaj bi rekla moja denarnica, če bi lahko govorila? Broke. Ni hao, čen čaj nali. Si razumel? Ne. To je zato, ker kitajska roba kitajsko govori. Ne? Če bi pa lahko govorila, pa da bi imela tu jezik, pa da bi ga ti zastopil, bi pa lahko rekla, Kak si čoj? To je pa štajerska denarnica, kaj? tako sem se odločila. In The potem best. seveda ima težave, zaradi tega, ker Tak se to čutim prazna. in potem prosjače in svašta počne. Ne? Ja. A znaš kaj droldiža, kaj denarja? Tako res, a znaš ti trosil note kaj droldiža? Na tle imaš, ajde. Kaj je to 5 evrov? Ja, je, ja. Noro. Kak paše, prišlovni do. Dobro je. To je to, zdaj pa razmišljam pa tudi o novi lutki, ampak nisem jo pa še speljala, zaradi tega, ker jaz rabim čas, da se lotim, pa tudi ne vem, kako bi. Rada bi naredila enega tazga klenga Slovenca, prav dec, Dec. po možnosti, da bi harmoniko špilil. Ampak tu je zdaj, tu je pa že tehnološka, tehnična Ja. težava, kako to narediti. In zdaj tuhtam, kako bi naredila, da bi, Da bi imel harmoniko pa. ja veš, da bi, Raztegoval meh. fajn je, da če razteguje meh, da se kaj sliši. Ne? Zdaj, mogoče bi lahko natrenirala, s tem se še nisem ukvarjala, zvok harmonike, da bi mogoče, ampak ne more pa bolj biti usporedno. Tako da sem razmišljala, da bi kombinirala, pa ne vem, če ne bi bilo to, da si vlastno zele skačem, da bi imela zvok nasnet, nekje na nog, da bi pržigala harmoniko, pa To je bi še jo ena govoril, stvar ne vem. več, ja. To bi rada. In to bi imela te klene zahojene slovenske fore. A veš? Rasistično, nacionalistično, vse. Vse, nekaj v tem smislu razmišljam. Ampak speljala pa še nisem. Ne. Če pride do tega, jaz se upam zdaj trditi, da se vrne še enkrat v nas huda slava iz TV Dober dan. Če to uspe. Za moje pojme. Ker to bi bilo pa jaz zdajle bi kupil, evo, za to. No, evo, Ker bi bilo bolano dobro. ja, no, to je še en dokaz, da moram se lotiti. Ne. To bi bilo res dobro. No, v glavnem, ja, mogoče pa se bom. Koliko stvari sem spustil. Vem. A lahko sem še tu me glede Ajde. tega zanima, a se kaj utrudiš, ko dolgo govoriš na tak način? Ali je to normalno, pač govor? Je, tudi, mislim, je še vedno ta navaden govor, ki deluje celo telo. Ja. In kompenzira tudi celo telo. Tudi dostikrat, ko že preveč tako govoriš, pa pozabiš na prepolno, te pol grlo peče, Okej, ja. ampak deluje, prepolno vse to dela. Tle je tukaj bolj naporno, glih za prepolno, zaradi tega, ker ti to vse zablokiraš, Ja. pa spet, zablokirati je v resnici napačna beseda. Ker če ti zablokiraš, pa imaš to tudi ni rešitev. Ne? Mora biti sproščeno, ne sme se premikati. Če pa se ne premika, z mojim glasom, z mojim glasom, če jaz začnem govoriti čisto normalno, ventrilokistično, ampak ne spremenim glasu, se to sliši takole. In se sliši, da je drugačen glas, Ja. da je zadensana. Ne? Ja. Zato, ker tle vse densa. To pomeni, da mora jezik tako dol delati, te notranje mišice, zato ker zunanje ne smejo, tle in tretona more delati. Seveda je to tako, kot pri fitnessu, je to kondicija.
Vaja, Več vaja, to vaja. delaš, dol gre. A ne? S tem ta dercion se sliši, ta več, v, d, zdi se tudi slišal. A ne? Zato je dosti dol je tričljivo, če streniš glas. A ne? Torej, daš enega recimo tazga. To prekrije tudi te anomalije vmes. Malo zraven. In tako. Wow. Tako da se zmatraš, rata tako fizično naporno, No. ampak zdaj že tukaj cajta počnem, pa tako da zdaj mi gre vse boljšno. Presenetilo me je, ful prijetno presenetilo, ko sem snemala one videe sama z žabico Kiki. In eden je, ki imam angleščino, pa se učiva neke besede ali črke, Ja. sem pozabila, številke. Kakorkoli, na koncu je sproščeno, ker bistveno je pa, da sem sproščena, mora biti sproščeno, da fajn spade, pa tako in pol pogledam kamera, ni vreda, še enkrat posnamem ali pa malo zrežem, usta se zvreda, ne. No in na koncu je rekla žabica, daj, in tako sem, bye, in tako pogledam posnetek in jaz se tega nisem odločila. Jaz sem se sprostila in to Ja. je samo delovalo in po logiki je žabica rekla bye. Bye. In ta bye je bil bye. BB. Čeprav nisem trenirala, niti nisem se trudila, če bi vedela, to rekla, bi bolj ful vadila. Daj. Tako, to slišane. In sem bila vesela. To pomeni, da je res redne vaje, kar sem jaz malo lena, ampak, če vem, da imam nastop pol vaden, redne vaje, vztrajnost pa verjet vase. To je nujno potrebno. Za vse, ki se boste ločili, Ločili? Začnite govoriti. začnite, morate biti zaprtimi usti. vztrajni in zaupati. Verjetno se ločijo, zato ker so imeli zaprta usta, pa so hoteli govoriti. Mogoče, ja. Danem, če boste lotili se ventriloquizma, da se. Je pa treba vložiti Ogromno veliko dela, časa. pa predvsem te neke, ki res te prime, da bi z noro, da Ja. ne gre. Noro. Kaj te čaka letos, kaj pripravljaš? Kaj imaš za spromovirati? Glih sem gledala po blogcu, ja, zdaj ena stvar je ful pomembna, danes smo 19. Ja. In vem, da je pust pa to, ampak danes ima moja teta rojsten dan. Tako da ji Vse želim najboljše, teta. Vse najboljše. Teta Irena in še ne veliko let in veliko zdravja predvsem. A ne. Drugač pa, imam čim več bi rada igrala to novo otroško predstavico, ki je čisto ventriloquistična, torej zmešnjava iz kovčka, v kovčku. Glavno, zmešnjava kovček, to je to. Neki. Tako, kjer vsi liki, ki se pojavljajo, govorim ventriloquistično, pa vmes še žongliram, pa svašta počnem, pa specialni efekti. Pa tako. Tega bi rada čim več igrala. Rada bi tudi seveda ta lik nov naredila in rada bi potem to zapakirala, te like, ki zdaj že imam, in tako celovečerno ventriloquistično predstavo. Ker mi je cilj za to leto je, jaz zdaj pri stand-upu tako naredim. Vedno, ko me kličete za stand-up, kar nastopam, bo tudi ventriloquizem zraven. To je zdaj del mojih nastopov. Ja. Ampak je ločeno. Najprej imam eno, Najprej potem pa stand-up. and now something completely different, ki bi rekli Monty Pythonovci, torej zdaj pa nekaj čisto drugega in začnem s tem. Imam vedno uvod, a veste, kaj to je, kdo ne Ja. pozna, pa tako. Zdaj bi pa rada to združila. Tako da bi že prej imela kaj, da bi usput povedala, da bi z Ludko se zmenila, tako da je stand-up, ker meni leži ta način? mi, anekdotično razlaganje. Zato bi to obdržala, ampak dosti tega bom pa zdaj razcepila tudi, da so dialogi na lutke. Tako da bi rada naredila celo večerno predstavo s tem. Pa mogoče, ko bo on harmonikaš narejen, če bo, to je tako dobro. da gremo na to. Ne? Hudo. Že tako sem podaljšal, ampak mi ni žal, pa še bi se lahko o tem pogovarjal, ker to je res zanimiva scena. Ta scena je tudi zgodovinsko tako zanimiva, da bi lahko ure in ure govorili. In novo je tu pri nas, je še v povojah, lahko rečemo, ampak žal moram dati zadnje vprašanje. Kakšen je tvoj popoln dan? To je za vsakega gosta isto. Popoln dan, dve verziji. Jaz nisem nikoli. Ena verzija je, da sem imela kakšen ful dober nastop in potem tako zadovoljna domov. In je vseeno, kaj se je prej zgodilo, to je klukca. Okej. Res, ono, ki si res zadovoljen. In to ni pogojeno s honorarjem, ki sledi, ko upaš, da sledi, niti z nekim, ampak to, ta feeling, da je nekaj ratalo in da je bil odziv. To je res dober. Drug dober dan je pa, da sem čist frej, da spijem jaz jutranji čaj, pa jim fin zajtrk, pa da kuham kaj cel dan, ker to je pa moja druga strast, ful rada kuham.
pa da se družim z ljudmi, pa da po možnosti sem kje na morju, to glavnem, da počivam. In hvala Bogu, spet berem knjige, ki je bilo obdobje, ko nekaj nisem mogla brati, zdaj pa spet berem in to mi je popoln dan. Knjige, druženje, dobra hrana. In je narejeno. Tako. Ali pa združiš vse skupaj, imaš en dober nastop, pol pa frej. Tu je tudi, ko so nastopi sred dneva, Pa je to odlično. Ej, Lucija, ful, hvala, da si prišla tudi z vsemi svojimi liki, da tu predstavljaš, ker tu se mi zdi, da res zabavno je za vse, nekaj novega je. Tako. Jaz upam, da bo kdaj lahko še nadaljevala ta pogovor, ki mi je res, res zanimivo in res držim pesti, da rata un harmonikaš. Sem Jaz prvi v vrsti, ki to kupim pol. Zmenjeno. Hvala lepa. Hvala tudi tebi za povabilo. Lep pozdrav vsem poslušalcem in gledalcem Kafe Avtomata. DeLonghi Perfetto, od zrna do skodelice.